dragi moji, eno lepo dobro jutro vsem skupaj in pozdravljeni v oddaji Netko TV. Torej, lahko rečemo, da smo mi v kakšnem kotičku? V kuharskem kotičku, tako je. Sebastian, lepo dobro jutro, Brina tudi tebi dobro jutro in Leja tudi tebi. Ste se naspali? Ja. Nas pa nekaj danes posebnega še čaka. Prejšnjič smo tako zelo lepo kuhali, pripravili našo jed. Kaj smo že pripravljali, Leja? Pripravljali smo Koromačev kipnik. Koromačev kipnik, točno tako. In zato, da ne pozabimo, kako se koromačev kipnik pripravi, Sebastian, bomo še enkrat ponovili recept, potem pa sledi tisto najbolj zabavno, torej priprava same jedi in tudi seveda potem še nekaj posebnega, ki seveda sodi k vsakemu obroku, ne? Torej, kaj vse potrebujemo in kaj smo mi delali v prejšnji oddaji, da vidimo? Bilo je že rečeno, da smo pripravljali koromačev kipnik z paprično omako. Aha, torej, Brina, kaj si ti si pripravljala večino te omake, ne? Kaj si vse potrebovala? Papriko. Papriko? Jušno osnovo. Jušno osnovo, lahko rečemo tudi juhico, ne? Vodo. Malo vode smo dodali in vse to smo lepo mešali in kuhali. Kuhali, tako je. In seveda solata za špargljo. Solata šparglji, torej to smo, Leja, kaj smo šparglji naredili? Prvo smo jih olupili. Olupili smo jih, točno. Potem smo jih narezali na trakce. Na trakce, tako je. Potem pa smo jih dali trakce. Če pogledaš, smo jih dali potem kam? Prepražili smo jih na maslu. Na maslu, tako je. Kaj smo pa vse potrebovali za koromačev kipnik? Brina, se spomniš mogoče, katere sestavine in kam smo jih dali? Olje. Dali smo jih potem, ne v olje, ampak smo jih dali kuhati, predtem smo neke posodice, malo se spomni, pomukali smo posodice, na dno dali pistacije. Kaj smo pa dali notri? Zmes. Sebastian, kaj pa ta zmes vsebuje? Maslo, moko in mleko. In mleko, točno tako. Tu spredaj pa vidimo kaj? Rakce. Rakce v srajčkah bi jih lahko poimenovali, ali rakce v tempuri. Kaj smo pa tu potrebovali? Rakce smo rabili. Kaj smo z rakce naredili? Rakce smo dali v... Najprej smo jih olupili, ne? Ja, najprej smo jih olupili. Tako je. Potem smo vzeli moko. Pa smo dodali te sezamova semena. Bravo. In dodali smo moko. Smo potem to vse skupaj zmešali, rakce pomočili v zmes in jih kje ucvrli? Na olju. Tako je. In sedaj vidimo, dejansko, Sebastian, kuhinja ni tako enostavna, ne? Torej, otroci sedaj lahko tudi vidijo, ne, da se v kuhinji kar nekaj dogaja, ne, da so tudi neki postopki mogoče malo bolj zapleteni in zato je prav, da pri takih postopkih seveda pomagajo potem tudi starši, ne. Tako je. In sedaj smo mi že malo nestrpni, ne, kako bo ta jed izgledala na naših krožnikih, še predno pa jih mi serviramo na krožnike, pa poglejmo sedaj naše prve risanke.